pokrovitelj oddaje, občina Trbovlje. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji bomo šli skozi sledi, ki jih je v svojem bogatem življenju pustil naš tokratni gost Andrej Plevčak. Smo na njegovem domu, tako da dober dan. Dober dan. Razlog, da smo tokrat tu, je zagotovo to vaše zadnje delo, Moje Trbovlje. Nekaj bova o tej knjigi povedala, ampak čisto na začetku, v kakšni družini ste vi odraščali? Koliko vas je bilo? Bili smo trije, poleg staršev mojih še starejši brat Jože, potem starejša sestra Desanka, imenovana Deša, in jaz sem bil najmlajši. In to moram povedati, ne, po dolgih letih so se moji starši ločili, in ker v knjigi piše, da je moj oče šel na Primorsko dol s tvojo drugo ženo, in tam sem imel še eno sestro, in ta je še edina v družini živa. Ampak jaz tukaj ne pišem nič o tem, čeprav smo se kar dobro razumeli, smo bili tudi korektni en do drugega. Vse, kar se je dogajalo v tej prvi družini. No in kam pa segajo korenine te družine? Že vaši predniki so bili kar pomembni ljudje, ne? Ja, moram reči, zelo zanimivo je to. Moji predniki po očetovi strani, se pravi Plevčaki, so prišli v Trbovlje v začetku prejšnjega stoletja, in sicer to so bili trije iz iste družine, Skaletovi. Skaletovi, dve sestri in mlajši brat. Najprej je prišel mlajši brat Skale, potem je prišla še moja stara mati s svojim možem, in potem je prišla pa še njena sestra tudi z možem. In moja stara mati se je pisala po prvem možu Plevčak, njena sestra je bila poročena, se je pisala Poklšek, imeli so pa še zelo veliko sestra. Rad bi sam še to povedal, ta stric Skale se je potem tukaj prodal svoje in se je vrnil na posestvo v Celje oziroma okolico, in kdor pozna zgodovino med drugo svetovno vojno, ve, ko so partizani ustrelili gestapovskega poveljnika, ne vem kako se bi so, Ibarajta, ne vem kako, so potem Nemci v Stranicah pred Konjicami dol 100 naših domačinov pobesili, in med tistimi, ki so jih pobesili, je bil tudi ta stric in njegov sin. In ko je stric videl, kako obešajo njegovega sina, je letel proti njemu dol, so ga ustrelili in mrtvega obesili. To je bil ta moj stric. Na to smo bili v družini ponosni, da smo imeli takšnega. In torej obe sestri sta ostali v Trbovljah, ampak moram reči, ti moji sorodniki so bili kar premožni, so, da rečem po domače, prešparali veliko denarja in so kupili zemljo, kdor pozna Trbovlje, približno tam, kodar je danes bivša bila rudniška uprava, oziroma je še, pa še gasilski dom, pa vse do cerkve Svetega Martina gor. Moj staroče, ki je na žalost umrl že v 32. letu, je rekel, še 2 njive bomo kupili, pa se bomo po svojemu cerkvu peljali. Se pravi, od tukaj, ki je ta kupola v Trbovljah, te je bil sedež, ne, ali pa tam dol, pa skud do gor. In sicer to so bile sedanje nogometno igrišče in pa polovica sedanjega parka, ki je bil potem pokopališče. To dvoje so rekli, bodo še kupili, ostalo so pa že imeli v svoji lasti. Tudi to,
ta del, kjer je zdaj Salumin, To kjer vse. vi živite, to je bilo včasih vaše. To je bilo vse naše, to je bila naša ledenica. Mi smo tukaj led, led se je delal po zimi, je bilo zagrajeno, nasipi okrog, ta led se je spravil v poseben prostor, izoliran v naši hiši, in ker takrat še ni bilo frižiderjev, ne. Aha. To je bilo. In Pa še nogometno igrišče je bilo tu, ne? ja, potem so pa to nacionalizirali in naredili nogometno igrišče društva Retje, pa še marsikaj. No, prej, ko ste govorili o svojih sorodnikih, a ni nekdo od vaših sorodnikov delal tudi na ministrstvu še v prejšnjih časih? Ja, to bi pa moj staroče. Moj staroče je bil zelo šolan, kako bi rekel, strokovnjak gozdarski. Šolal se je v mestu Halle, to je poleg Innsbrucka v Avstriji, zdaj to že kar eno mesto skup. Tam gor je hodil. On je imel izobrazbo, danes bi rekli prva stopnja gozdarskega inženirja, ne. Poleg tega je imel tudi poseben talent, Nemci so rekli sprachtalent, večjezičnost, on je 5 jezikov tekoče govoril. V knjigi sem pisal, na primer, kako je govoril z gospodom Vidro, ki je bil šef zunanjega obrata, rudnika, v tako imenovanem. To je bilo v stari Jugoslaviji. To je bilo v stari Jugoslaviji, še od začetka, ne. In on je govoril tekoče češko, slovensko, nemško, italijansko. In delal je potem v ministrstvu? On je bil tako. On je najprej je delal na Primorskem, nad Vipavu, nad Ajdovščina gor tam, je bil, njegov šef je bil grof von Vaha, ki je bil Čeh, ki je imel hči, s katero se moj staroče poročil, se pravi, da je bila njegova žena grofna. Ona je pa tukaj dol prišla samo zato, ker je bila bolana, on pa ni vedel, rodila mu je hči, mu je umrla, in on se je svojo hčerko, on ni maral tistih čeških, ki so govorili med sabo na pol nemško, in je šel v Kostanevico na Krki, kjer je bilo prosto mesto, in tam je grad, imenovan Klošter, ne, in tam je on zaživel, ustvaril družino, veliko družino, je bilo 6 otrok, in potem na stara leta, ko je šel v pokoj, ne, so ga pa povabili, da je bil na ministrstvu višji svetovalec za gozdarstvo pri tedanji tisti prvi vladi, ki je bila slovenska, po prvi svetovni vojni. Po prvi svetovni vojni. No, in da je užival ugled, moram reči, da mu je gospod Vidra vedno, kadar je prišel v Trbovlje, mu je poslal na postajo kočijo, tako da se je s kočijo pripeljal. Takšno čast je imel od ljudi, ki jih, mogoče sem jih opisal tudi doktor Teo Vodušek, to je bil znani diplomat, Trboveljčan, ki je doktoriral na Sorboni, bil v diplomatski službi in je bil seveda zelo uspešen. V moji naslednji knjigi, lahko zdaj povem, bom opisal, kako je plesal za tedanjo kraljico Marijo na diplomatskem plesu v Beogradu. No. Ampak to je že naslednja zgodba. To bo zanimivo. No, zdaj pa še nekaj besed o vašem očetu in o vaši mami. Ja. Mama, ste dejali, je bila zelo izobražena, oče je bil pa tudi mesar, ampak zanimivo, ki krvi ni mogel videti. Tako je. On je bil alergičen na kri in ko je delal mojstrski izpit, on je rekel, raje da grem na izpit, kot da bi moral jaz zaklati kakšno žival, da bi kri brizgnila, ne. No, in takrat so naredili, meni je mama povedala, rekla, so dali tisti inšpektorju oziroma nadzorniku, ki je kontroliral zakol, na vsak oko jurja, v stari Jugoslaviji je bilo to zelo veliko denarja, in ko je žival padla dol, je inšpektor dal jurje stran, ne, to je bilo seveda zmenjeno, in izpit je bil opravljen. In on je celo življenje delal, on je hotel biti najprej bančni uradnik, pa ga je mati prisilila, da je šel v poklic, ker je bilo to pač, že staroče je bil moj mesar tudi, ne. Samo on je bil poleg mesarja tudi poslovni človek.
in je imel še razne gostilno seveda in tako naprej. No in oče je potem se posvetil ravno tem svojim specialitetam. Ena od sester od moje stare matere je živela na Češkem poročena, dve sta živeli na Dunaju in on je šel gor, danes bi rekli, na specializacijo. Tako da je še vse znanja, poleg tistih, ki jih je podedoval od pomočnikov pokojnega očeta, ne, ki so pa še živeli in se je pri njih učil, se je gor še na Češkem posebej izpopolnjeval in je prišel nazaj kot bi rekli, na specializaciji, ne. To mu je pomagalo recimo najbolj pri tem, to je ena sporna zadeva v Trbovljah glede jetrnic, ne, kako jetrnice delati, da bodo cenene, pa dobro in tako naprej. Pa da bojo obstale. Da bodo obstale in tiste... Ker hladilnikov še ni bilo, ne? On je nesel sabo to v grob. Tudi bratu mojemu ni hotel tega povedati, kaj in kako je on to delal. Dejansko je bilo tako, ne, včasih so jetrnice, tam pod Čemšenikom gor, so jih delali kmetje pri Furužu, ne, so delali z ješprenjem, pa si jetrnico moral kuhati. V jamo je pa ni mogel knep nesti, ne. In moj oče je pa tako naredil, že staroče prej, ne, da so jetrnice bile stabilne, pa skuhane so bile seveda, in so knapje lepo jih nesli sabo v jamo, ne, v jami ne smeš kuhati, ognja prižigati, ne. No in poleg tega je on, namest ješprena je on iz Makedonije, tudi kar se ljudem še sanjali, kaj je Makedonija tle, je dobival riž v Makedoniji raste, ne, in je dal riž noter, ne, in kaj še vse ostalo, ne vem. Največ specialist je bil pa za hrenovke, ne. Tu je napisan posebej noter. No, zdaj za hrenovke sicer slišimo, da je to dietna hrana, ampak slišimo tudi, da je to vse zmešano. Kako je bilo pa pri vaših hrenovkah? Samo iz telečjega mesa so bile hrenovke, zato so bile drage, ampak knapovske ženske so v praznih praznikih tiste hrenovke kupile, so tudi hodile vprašati k njemu mesnico, kdaj Pepi, so mu rekli očetu, kdaj bo Pepi hrenovke delal, ne, in so prišle po hrenovke. Hrenovke so se kot morale kuhati, ne, danes so že skuhane v bistvu, samo pogreje se. No in je kar lepo služil, moram reči, ne. Da je lepo služil, je dokaz, v moji knjigi noter vidite sliko, naš oče je kupil športni Alfa Romeo, to je slika noter. Tisti pa tudi, ja. Tisti piše na sliki, da je to športni Alfa Romeo na Bledu, dama, ki stoji na avtomobilu, je pa moja mami, ne, tamle. To je to, ne? To je moja mami, ne, in sam potem je pa tale Alfa Romeo 25 litrov na 100 kilometrov, je bilo pa le malo velik, tudi za gospoda Plevčaka, in je potem avto prodal in kupil motor NSU, ki je bil takrat špica, da rečem, od evropskih motorjev, ne, in v zvezi s tem motorjem je še kar cela zgodba, ne. No, zdaj sva nekaj o očetu povedala, še boste kaj povedali, kaj pa mama, tudi bila izobražena za tiste čase zelo? Mama moja je imela zelo zanimiv način izobrazbe. Namreč, star oče je rekel, moji otroci morajo imeti izobrazbo, saj srednjo bi danes rekli, ne. In je svojo ženo, moja stara mati je bila druga žena njegova, 17 let mlajša od njega, od starega očeta. Sta se poročila, on je bil čez 30 nekaj, ona je bila pa 16 ali 17 let stara, ne, taka kostanjeviška mestna lepotička, so je rekli. No in ona je šla z otroci, 3 otroci na Videm, pri Krškem, ne, Videm Krško, in tam so hodili v šolo, ona jim je kuhala, ne, in so hodili tam v šolo. Moja mama je dobila kar lepo izobrazbo, jaz zdaj točno ne vem, kako se je šola imenovala in tako naprej. Tako da je ona dobila takoj službo, najprej kot poduradnica, potem pa kot uradnica. Ta prva služba je bila v Zidanem mostu. Ona je bila, danes bi rekli, specialistka za Morzejevo abecedo, ne. In ona je to obvladala dobro in v letih 22-23 so se začela v Trbovljah tista rodarska gibanja, štrajk in tako naprej.
sam da spomnim na tisti leta 24, ki je bilo borba z Orjuno, ne. No in takrat v Trbovljah ni bilo žandarmerijske postaje, to je pa okraja, ali kako se je rekli, Sres je bil takrat, in to je bilo v Laškem, in da bi javili čim prej v Ljubljano, če se kaj dogaja hudega tle v Trbovljah, ne, so rabili, telefonsko zveza je bila samo ena, to je pa bila ali pa ni bila. No in je prišla moja mama v Trbovlje, tukaj v Trbovljah pa je imela strica, to je bil šolski nadučitelj, takrat so rekli, danes rečejo ravnatelj, ne, v Kurji vasi, gor je dobila sobo, in je zelo zanimivo je, kako je ona prišla v Trbovlje. Takrat so bile še tiste šahtne peči, jaz poznam, ker sem cementarn delal, takrat jih ni bilo več. Spomnim se pa, kako je bilo. In ko je stopila v vlaku dol iz tiste peči, smrad zavohala, rekla, kaj, tlele bom jaz živela. Pa se je obrnila, da bi šla nazaj na vlak, pa se hočetu v Ljubljano pelala. Vlak je pa sreč odpeljal. Tako, če bi takrat ujela vlak, mene ne bi bilo. Ne bi bilo. Ampak očitno je pa, toliko se je pa videlo, da je očetu padla v oči. Ja. To je bilo pa na pošti v Trbovljah, je delala, in ona je hodila mimo hiše, kjer je moj oče stanoval, kjer je bila mesarija in vse, gor v Kurje vas v Trbovljah, ne. In moj oče, ki je bil bolj blond sorte, moja mama pa bolj brinetka, ne. In mu je bila všeč, ne, pa je zmer pozdravil, dober dan, gospodična, ne. Ona, dober dan, kam pa greste, ja tlele gor stanujem zdaj, ne. Pač vljudna je bila in je šla naprej čez Polej in gor, on pa hiter čez Plevčkov hrib, gor, to je bila včasih cesta, ne, tek je zdaj ta glasbena šola, ne, in gor na vrh se pa spet ta cesta, pa tisti, kaj je že, ta cesta, ki pride z Polaja, jamajo, ne, tem se začne Kurja vas gor, in on spet, dober dan, gospodično, ja, kako ste tu hit prišla, in veste, pa se je spletl, ne, in sta se poročila. Moj staroče je bil toliko ugleden, da moja stara mati, očetova mati, ki je bila zelo tašna, odločna in premožna gostilničarka, je rekla, ne, od vladnega svetnika hčeri pa ni potrebno dote. In ni bilo nič, včasih je bilo dota čisto nekaj normalnega, posebej med bogatejšimi. Tako da ni bila potrebna dota. Ni dote. Je bila dovolj ljubezen. Dost. In potem ste prišli trije, ne? Trije smo prišli. Ampak zanimivo, ne, ko ste se spravili k obedu, k kosilu, vas je bilo pa več za mizo. Seveda, namreč moja mama je bila zelo socialno misleča ženska, je bila tudi prijateljica od naše narodne herojne Tončke Čeč, ki je imela v sosednji hiši pisarno, je bila ena uslužbenka, ne vem kaj je bila, in ona je vedno zahtevala, da se naša služkinja, smo jo rekli takrat, to je bila hišna gospodinjska pomočnica, ki je stanovala pri nas v stanovanju, v presobi je imela svoje poslo, oziroma ta kavč, pa pomočniki, dva so bili, trije, vajenc, da vsi jemo isto hrano za isto mizo, takšno veliko mizo smo imeli v kuhinji, in to je bilo normalno, čisto normalno, nekateri so malo po stran gledali, ne, takšni. Tisti, meni je oče rekel, da hodijo k njemu po tiste mešanco, s katero se polnijo klobase, s cekerjem so prišli, pa so lastne klobase delali, ker niso imeli lastnih mašin. Moj oče je dal veliko denarja tudi za to, da je bilo tehnično opremljena njegova delavnica. No, vaša mama je pogosto delala tudi v trgovini in tam ljudje, v mesnici, ja. In tam ljudje pogosto niso prišli z denarjem, ampak ne vem, so na puf, mi rečemo, ne, jemali. Ja, dve vrsti sta bili, kako bi rekel, razen gotovinske prodaje, ne. Eno je bilo to, kar sem opisal, na tiste knapje so dobili fasniške bukovce, na fasniške bukovce so v magazinu, ki je bil tudi rudniška last, fasali fižol, moko, cukor in tako naprej. To so jim tam napisali in pri Foršusu ali pa pri Colnik
so denar odtegli. A to je bilo že po drugi svetovni vojni? Pred drugo Pred drugo svetovno. svetovno vojno. In potem so pa po drugi svetovni vojni bilo pa na karte, ne. No, in tiste ženske so nabavile dol, niso mogla pa nabaviti recimo mesa, niso dobila ali pa boljših izdelkov, klobas ali kaj takšnega. In te ženske so prišle k mami, najbolj fajn je bilo takrat, kadar sem jebla, ne, pa je rekla: "Gospa, a imate kaj?" "Ja, 1 kilo sladkorja bi rabila, pa na 1 kilo fižola, pa na 2 kila moke." Pa je za tisto rekla odgovarajoče, bi pa je dala salamo, klobase, meso in tako naprej. To je bil tak Blagovna menjava. blagovna menjava, šup so rekli tem, ne. Ampak to je bilo malo na skrivaj, ne? Ja, tako da gospod Vidra ni videl, ker on je pa to ščitil rudniške interese. To je bil šef zunanjega obrata, ne. On je ščitil rudniške interese in to so prepovedali, ker je to zmanjševal promet dol v Magazinu tudi. No, in druga stvar je pa bila tisti, ki so bile pa stranke, ki so bile pa že zelo dobro poznane, ki jih je naša mama osebno poznala s ženskami, ne, moški so bolj malo hodili, ne. In te družine so dobile pa, je imela pa posebne fasniške bukuse naša mama in tam je napisala, noter recimo, zelo znana taka je bila in ugledna družina Kalšek, Mlajš Kalšek Jaka je bil moj sodelavec na Rudisu. In oni so dobili na bukuse, kaj se, kilo mesa, toliko koncev in tako naprej, ne. In je bilo napisano. Ampak to so od ozadij noter prišli, ne. To je bilo pa na puf dan, ne. In ob Colenk, ne, je prišla gospa dol, plačala, pa je pogledala, je rekla: "Vidiš, pa je v pričo nje, to je bilo zmrto, mi je posebej pravila, jaz sem v pričo nje prečrtala, ne, pa je zraven napisala plačano, ne." Aha. Če je pa prišel kak moški, pa če so ga poslali dol, ne, da plača, puf, ne, je pa lepo, mislil si, zdaj bomo šel pa čez cesto, ki je bila gostilna, da ga bom na Ferklic spil, ne, pa je prišel kaj, tam je pa bil en gospod, ki je poznal takšne lumpe, pa je prišel k nam, pa je rekel: "Ti, Milka, a je tale ima vse plačan?" Pa je rekel: "Piške, plači najprej, pa če bo kaj denarja ostalo, pridi pa spit svoje, ne." In tako je to kar teklo Je bil lepo. to red. To je teklo kar lepo. No, in ko ste omenili tega gospoda Vidro, Ja? včasih niso kar tako do stanovanja prišli. Ne. So nekaj časa imeli skupno kuhinjo. Ja, Še celo vaša zdajšnja žena se je tako rodila. seveda na Polaj, ne. Namreč so že nekateri drugi, tudi gospod Lenarčič, pa še drugi, so opisovali, kako je bilo tak napolsko življenje. Jaz sem hotel pa to malo sem z pravnega konca gledal, kako je to bilo, ne. Tem so rekli Španovija. To je bilo, jaz poznam razmere na Polaj, pa poznam tudi na Posetju gor, kako je bilo, pa na Fani se je rekel, ne. Kako je bilo v Žabi vas, ne vem, tam je malo drugače. No, in jaz se dobro spomnim na Polaj, ker sem hodil gor veliko, tam so bili moji prijatelji, ne, tako je bila žena, ne, to je bilo prej še malo, ne, ampak malo kasneje. In tam je bilo tako, en prostor, v tistem prostoru noter so bili 4 šporheti, pa vhod v 4 sobe. In zdaj dogodek je bil, ko je prišel recimo kmečki fant v Trbovlje. Takrat se je s 15 letom lahko že zaposlil pri rudniku, ne. Če mi je odle kaj žlahti ali pa kaj je se tukaj spravil pri žlahti, ne, drugače so ga dali pa v Puršenhaus. No, in noter je slika od Puršenhausa, ki je bil na Poseti gor, ki so ga podrli na Polaje. Tudi bil, pa so naredili stavbo tam. Tam je imel svoje posteljo noter, imel osnovno oskrbo, vse ne plačati. Je moral preko rudnika, je kar od Solnega samo odtegnil. In če je ta fant spoznal bodočo ženo, ne, in če je bilo tu vse v redu, če je bil dober delavec, se je dobil, recimo, če je bilo prosto stanovanje, ne, takšno tam, eno takšno stanovanje v Španovi, ne. Če je potem
bila ona, kot se je rekli, spucana, se pravi, da je imela zelo čist, da je uporibano. To pa je gospod Vidra To je bilo kontroliral? zelo, on je bil zelo čistoljuben človek, ne, in je na to zelo gledal. Moja stara mati, oziroma moja, jaz pravim, od moje žene, je rekla Slovenka, da je časopise kupovala, ker drugega ni bilo, da je ne pucala pa tako, ker je računala, da bo prišel Vidra pogledati, kako bo. No in potem je šlo tako, potem si dobil v Španovijo, sta bila samo 2 stanovanji, takole, ne 4. Potem naslednje je bilo črna kuhna, to je bilo tako, da si iz kuhno smel pa sobo, ampak si sam strani še takole čez, pa štenge, ne. Potem je bila svetla kuhna, v svetli kuhni je bilo tako, da si imel gank, ne, pa na koncu ganka je bilo ta najboljša, tam je bil še en špajz zraven, tam so ponovadi noter še kaj naredili za otroke za spat, pa strani še bil zraven. Tisti pa, ki otrok niso imeli, se ponovadi do smrti ostalo v črni kuhinji. Najbolj grozljivo je bilo pa to, ne, če si šel v penzijo, če nisi imel slučajno sina, da je delal pri rudniku ali pa kaj drugega, si moral stanovanja ven. In kam so šli? Ja, ali so šli nazaj domov na kmetek, če so bili kmečki fanti, pa če je bilo lahko, ali so se okolickje privatno naselili in tako naprej. Zelo hudo je bilo to. In eden izmed, ko bi rekel, trboveljskih knapov, ki so šli v partizane, je bilo, če zmagamo, so rekli, ne bomo nič več delali tako, kot je Vidra delal. No in ko so prišli partizani domov, jaz se spomnim, moja žena je bila tako rojena na Polaju v 4 kuhinj, ne, ampak njen oče je bil borc in je dobil na Terezi stanovanje, spodaj lepo, in potem sta pa on in njegov tast na posvetu Arhiščico naredila in tu je bilo konec vsega. No, ko omenjate že tudi partizanske čase, a nista enkrat z Ivčem, Bergerjem, ušpičila tudi nekaj Nemcem? Jo, to je bilo pa tako. Namreč v stari Jugoslaviji je imel v Trbovljah lekarno, to je tista hiša, ki še vedno zraven partizana stoji zdaj tam je zdaj, ne vem kaj je bilo, nazadnje zdaj imajo tisti, ko ojačevala za ušese prodajajo. Tam je bila lekarna, ki je imel neki Herr Peharc, to je bil Švabon, ki je imel sina, Egona, tako rdečelas, fant je bil, jaz se ga spomnim. In on je bil, ta Peharc je bil baraba, ne, velika kulturbundovc, je spiske delal, katere bo treba iz Trbovlji seliti. Med vojno, ne? Ja, pred 41 leta. No in, ampak da se vrnem k tej temi, in te so imeli tako imenovan Hitlerjugend. Hitlerjugend je bila Hitlerjeva mladina, imeli so uniformo, srajco, rjavo, črna hlač, takšna žametna, tele gor so imeli ruto okrog, pa tak knot ni je po nemški vozil, ne, ampak tak, če kjer gleda skavte, isti imajo, tako je leder, tako je narejen, ne vem. No, in to so morali vsi fantje, ki so bili tam med 15-16 let star, ki so v Trbovljah bili, avtomatično v Hitlerjugend upisati. No in ta Hitlerjugend se je pokazal s tem, da je korakal po ulici in so imeli fanfare, ne, tu so tiste, ki sam nima nič na knofe, tiste pozavno, ne, fanfare pa bobne, ne, da vem, in zdaj so korakali pa fantje tje, ne, a so pel, zdaj to ne vem. No in to je bilo pri Bergerjevi hiši, danes je tam vse zaraščen z drevjem in tako naprej. Kdaj pa je bilo to, 43. To je bilo tamle 44 leta. 9 let ste bili stari? Ja. Tam nekje? Torej, mi smo hitro odraščali, ne. Mi smo hitro, midva z Ivčkom smo samo 3 mesece narazen, ne. In sta bila skupaj? Ja. In midva smo se igrala gor na vrh na hribu in smo zaslišala, tisti fanfarn suk v spodi iz smeri sedanjega delavskega doma, dol grejo proti centru, ne, dol, ki je zdaj krožišče, ne, tam pri Forte,
smo rekli mi. No in rekli, pa ne vem, kaj smo se pogovarjali, tega je že toliko dolg, ne. In potem smo pa tam, njegova teta imela tam vrt, ne, teta Greti, in smo populila tiste štrcle, ki usekaš glavo stran, pa je štrcle stane noter, ne. Štrcle, je bila še zemlja gor, in smo tiste štrcle, ki so prišli od spod, na njih zmetala dol, potem smo pa tam po drugi strani, ki je pa grmovje, mislim, da smo znala, kot se gre grmovje, dol smo se usedla, tam na njihov stopnišče, tam pri Berger, in ko so prileteli tam, kaj je po Gestapu vse leto, mi nismo nič videli, ne slišali, nič. Ko bi nas pogledal, smo imela še zmer umazana roka od tiste zemlje tam. In smo rekli, ja, tu so pa tam gor na vrh je bila pa hiša Hauk, se še zdaj stoji. Smo rekli, ja, ti si pa gor v smer Kleka pobegnil, ki je metel. Oni so rekli, kam je dol metel. Jaz se ne spomnim, da bi kam je metal, tiste štrtle smo pa zmetali, ne. Ja, In seveda doma so, kako sta naumna, veste kaj, če bi izvedeli, da so vse izseli pa to. Dobro, tako smo bili, ampak smo bili pa zavedni. Zanimivo, ne? Zavedna družina, če je bila vojna težka, je bilo tudi potem po vojni hudo, ker so vaši družini praktično nacionalizirali vse, kar ste imeli skoraj da, Vse. ne? Kaj? Vse. Zemljo? Kako je to vplivalo na očeta? Vi ste bili takrat še bolj mladostnik. Grozljivo je bilo, ne. Nekaj časa je še oče lahko imel obrt, ne. Pa mama je tudi še nekaj časa lahko prodajala, ne. Dokler niso tudi lokala pa vsega, niso vse naenkrat nacionalizirali, ne. Jaz ne vem, zdaj, to bi predolgo trajalo, da bi opisal, kako so nacionalizirali zemljo, ki je bila ob cesti, to je sedanje na Salominu, tisto sprehajališče. To je bila cesta, okoli je bila zemlja, mislim, ob cesti in tako naprej. Prvo so to. Očeta so prisilili, da je za 1 dinar napisal, da daruje zemljo naši družbi za 1 dinar, zato da so tam potem lahko tisto igrišče naredili. Potem so tisto igrišče naredili tam. Tisto igrišče je potem še ni bil, je bil še pravno gledano naš, ne, do druge nacionalizacije. Potem so še tisto nacionalizirali, pa hišo dol za kupolo, ki je, ne, to je 6 stanovanj, noter 4 lokali, pa okrog zemljišče veliko in tako naprej. In kam so vas pa dali potem? Ja, vse smo, eno stanovanje smo obdržali, ne. Oče pa takrat potem šel na Kavgor, nad Hrastnikom je bil skrbnik, potem od tam so ga pa prijatelji spravili pa, da je šel v Piran. In je v Piranu delal tak, bil še eden najbogatejših Trbovčanov kot mesarski pomočnik tam oni mesariji oziroma predelovalnici v okolici Pirana. Ampak ste se kdaj v kasnejših letih pogovarjala, kako mu je to, ali pa z mamo, kako je to težko? Ja. Sta bila zavedna Slovenca, pa sta zgubila? To je težko razumeti. Moja mama je že kot mesarica si je poškodovala roko tlele in je potem k sreči pokojni gospod Jožo Čibej starejši jo je vzel v službo v glavni rudniški magazin, kjer so bili še tudi drugi, nekateri Trbovčani, ki niso bili oblasti najbolj všeč, ne. In je tam do pokojnine delala, oče je šel pa dol in tudi do pokojnine. Si je dol ustvaril družino potem? Ja, dol je imel z drugo ženo in pa hči je imel. Jaz sem dol šel večkrat na obisk, sem opisal noter, kako je bilo. Smo se kar razumeli, mislim, tako. In oče, moram še to povedati, ki je šel v penzijo, je šel na drugo stran, ki danes pravijo Hrvati, da je njihova, tam. In tam je on bil prvi Slovenec, ki je kupil zemljo. Kupil je zemljo, skupaj z svojim zagorskim prijateljem, to je bil gospod, ki je bil znan strokovnjak za konje, imel je pa gostilno gor, od Kraskopfa gor, kaj je tista gostilna, se ni važno, no. Polc? Kako? Polc? Polc, ja, Polc. S Polcem sta kupila dol
pa še Johan Tavzel, sta kupili dol zemljo, naredili vikend, pa kasneje še se je pridružil živinozdravnik Uršič Miloš in je potem dol živel do smrti. In zdaj je to Hrvaško. In takrat, ko je on prišel dol, to moram povedati, to sem tudi povedal od moje sestre, onem dol možu, ki je bil policaj. Sem rekel, veš, takole je bilo. Dole je bil neki gospod, ki je pisal Štokovec. Pa je prišel moj oče k njem in je imel, on ni imel nikoli denarnice, on je imel zmer takole denar, takole v rok. Pa je rekel, dober dan, drug Štokovec, jaz sem tamo iz Pirana, pa bi želel kupiti vašo zemljo ovde. Koliko bi vi tražili za eno takvo parcelo? Je rekel, scusi signore, parlate italiano ili štirijansko, ja ne razumem hrvatski. To je rekel Štokovec mojemu očetu, ne. Sam potem, kako je krdel, pa ostali, kako so to kšeftali, raje zdaj ne komentiram. Slabo. Mimogrede, je vaša družina, potem, ko je Slovenija postala samostojna, kdaj zahtevala denacionalizacijo? Ja. Torej, jaz moram povedati, denacionalizacija je bila v dveh delih. Hiša tam dol, pa tale zemlja tlele gor, ki stoji tale, kjer medva zdaj imava tale intervju. Zapravo na moje zemlji ga imam. Nisem bil edini lastnik, jaz sem bil solastnik skupaj z bratoma in sem tudi sestro, ono dole, ki živi zdaj v Umagu, ona živi. Tudi njo smo vključili zraven, ne. In smo se zmenili vse fair in tudi njena mama je bila fair. In jaz sam sem kompleten postopek denacionalizacije vodil, drug so vsi z odvetniki delali. Aha. Ne. In uspešno? Ja, dobili smo vse nazaj, dobili smo obveznice. Poznate ta znani odvetnik Sašo Ostrožnik, ne, mi je svetoval in rekel, zdajle je še čas, da vzem obveznice. Mogoče ne vemo, kako bo. In sem jaz svetoval tudi bratu pa sestri, smo vzeli obveznice, smo tiste obveznice, če bi jih prodali v odškodninskemu skladu, mogoče bi več dobili, tako smo dobili pa od osnovne cene komaj 61%, namesto 100. Tako da. Jaz sem tudi hotel, da bi dobil v naravi nazaj 12% tele zemlje, tega igrišča ob vodi tamle. Kako in kaj se je zgodilo, da nismo dobili ne nazaj, ne obveznic, raj ne bi razlagal tukajle, ker o tej zadevi se še nismo dokončno zmerili, čeprav ne vem, kaj bo. Bolj težko, ne? No, greva še malce na vaše šolanje. Kar za tiste čase ste se kar lepo šolali, ne? Ja. Torej, jaz sem v Trbovljah, tukaj še dva prijatelja imam, pa ena prijateljica, ki smo skupaj hodili še v stari Jugoslaviji v vrtec. Smo hodili v vrtec, no potem so prišli Nemci in je bila v tisti tako imenovani vodniški šoli, smo bili učenci, ta prvi let, ta drugi let si je še bilo nekako, pa je pa vojska prišla, so nas ven vrgli, pa smo imeli pol šolo v restavraciji v dvoran, pa v rudniški uprav, pa privat. Kaj vem, kje smo imeli vse, tako da jaz sploh nisem kaj veliko izobrazbe pridobil, ne. Mislim, take, pisal sem znal, pa in tako naprej, ne. Znal sem fajn nemšk, to mi je prišlo v gimnaziji, pa prav, gotico sem znal boljš kot latinico, no potem so pa po drugi svetovni vojni so pa angažirali gospoda Torja, to je bil včasih učitelj v Trbovljah in on je mene, pa tega Jučka Bergerja, pa gospoda Cecota Letnika nas je učil. Skratka, tisto, kar mora znati en začetnik, ne, nas je kar dobro naučil in smo šli v gimnazijo. Takrat je bila gimnazija od 1. do 8. ne. No in smo kar rinili dobro, ne. In
In Potem je pa prišla tista nesreča, ne. Tista nesreča, imeli smo enega profesorja, ne bom njegovega, nisem v knjigi hotel njegovo ime reči in ga tudi zdaj ne bom. en matematik, ne? Bil je matematiko in fiziko nas je učil. Moja hčer pa od prijatelja hčer, ki so bile lepe blondinke, je kar v Brightu, ne. Mene pa, tega prijatelja, pa še enega, pa ne. Da skrajšam zadevo, vrgel nas je in takrat sem jaz izgubil 1 leto šole, pa vse prijatelje iz starega razreda sem prišel čisto med nove ljudi. Ampak Ste dokazali potem, da sem se pobral, kot se temu reče, in v 7. gimnaziji sem že dobil pohvalo ravnatelja. Na maturi sem bil takoj za prijateljem Tonetom Urankarjem te drug v razredu. iz Orehovice. Čeprav moram reči, moji sošolci so bili hudirji obrihten, pa uspešen, ne. Jaz se spomnim, Pavle Kovac iz Zagorja je bil prav dober vedno, Branko Dolanc iz Zagorja je bil skozi prav dober, pa Hermina Kotorjeva, poročena kasneje Simončič, je bila tudi skozi prav dobra, da ne govorim še o drugih. Recimo Franci Mesojedec, to je bil eden, ki je pobegnil v Ameriko, je imel tam svoj atomski inštitut, 2-kratni doktor znanosti, ga niso pustili v Jugoslavijo nazaj, ker so rekli, da je lahko izda atomske tajne in tako naprej, ne. No, Urankar je bil tehnični direktor termoelektrarne, vi ste Ja. bili na Rudisu pomemben človek. Ja, jaz sem na Rudisu sem bil šef splošnega Bili ste pa, sektorja ne vem, pravne. prvi dolgoletni predsednik pravnikov, drugače pa eden prvih pravnikov tu, ne? Ja, tako je bilo, ne. Jaz sem, v Trbovljah so bili pravniki samo na sodišču, ne. In jaz sem bil prvi, ki je naredil pravosodni izpit izven sodnih pravnikov, ne. In to je seveda so malce vsem čudno zdelo, ampak jaz sem ga naredil, ne, in sem ponosen na to. In vam je to Ja, mi je kar Služilo. pomagalo, ne, mislim. Še danes, če se pogovarjamo, ne, ko sem bil recimo na porotnik na sodišču, ne, je sodnica rekla, veste kaj, jaz vam ne morem prava razlagati. Sem rekel, meni so ga že razlagali takrat, predno sem delal pravosodni izpit, sem rekel, in ko sem ga naredil, mislim, da sem opravil že nekaj izvedel, ne. A tako pravosodni izpit imate? Ja, sem rekel, ja, res. No, Ja, je rekla, no potem pa povejte, koliko mislite, da bi tale dobil, ne. In jaz po pravici zdajle povem, ne, tisti osumljenec je bil en Hrastničan, jaz sem ga poznal tako malo delč, ne. Malo se mi je smilil, videl sem, da se kesa, pa sem predlagal takrat pogojno, ne. Pa me je malo grdo gledala, rekla, no, če vi pravite pogojno, pa je dobil pogojno in res moram reči, so mi kasneje pravili, da je čist se pobral, kot se tem reče, ne. Tako da sem jaz, da rečem, je bila blaga kazen poučna. blaga kazen, ampak je bila vzgojna. Vzgojna. Kazen No, mora biti predvsem vzgojna. no, prej ste povedali zanimivo anekdoto, kako je vaš oče osvajal svojo bodočo ženo. Kako je bilo pa to pri vas? Je bilo obratno? Ne. Takrat so bili še fantje, kako? Torej jaz, kot sem vam temle pokazal, jaz imam 4 kitare, zaenkrat počivajo, ker iz enega razloga mi tale prsti ne delajo najbolj dobro, ampak to ne bi vedel, ko so mi krije malo, so mi žil sventali, ne zaradi starosti. No in bi bila vedno navada, da muzikanti igrajo, ko gredo maturanti trboveljski po dolini in tako naprej, ne. In tako sem jaz skupaj z enim prijateljem, 3 smo bili, smo igrali leta 1956 v tej skupini maturantov, ne, in smo prišli potem tudi v njihov razred, smo se pa zmotili, to je bilo še v bivši glasbeni šoli, ki se je potem podrl, in smo šli v nek drug razred, to je bilo takrat menda 4. ali 8. razred, 8-letka ali 8 osnovne šole, saj ne vem, no. Skratka, tam so bile punce stare, 14-15 let, ne. In jaz sem se s kitaro usedel na kateder gor, takole, ne. On je harmonike malo potegnil, pa smo zaigrali, pa malo zapeli.
v tistem sem pa zagledal na lepe črne oči, čisto v zadnji klopi, ne. Vašo Elzo? In to sem si zapomnil, no, čez nekaj dni sem pa srečal v Trbovljah na cesti svojo eno staro prijateljico, ki je tudi telovadka bila kot moja bodoča, ne. In sem rekel, ti daj mi predstaviti tole punco, kaj je pa tole za ena, ne. Pa me je predstavila, ne, pa je povedala, da je na posvetju gor doma, sem rekel, tu je pa delč, pa da vas ne bo strah, bom šel pa en malo z vami in tako se je začel, ne. In traja. Tega je že zdaj, sem že star, pa ne znam več računati, koliko. Ja. No, v nedeljo, danes je četrtek, v nedeljo bo 57 let od poroke, No, kot vidite, še kar traja, ne? še kar traja, ne. No, zanimivo, na poroki ste imela seveda tudi vsak svoji priči. Ja. Vi ste bili pa tudi kar znani po tem, da ste kar pogosto skočili na Ja, mesto, če so vas potrebovali. 7-krat sem bil poročna priča. Še traja to? Ja, ne, zdaj ne. Je bilo uspešno? Moram reči, te zadnje, za katerega sem pa mislil, da bom poročna priča, pa se je že prej z enem drugim zmenil, sem rekel, veš, tale tvoj zakon pa ne bo trajal. In res se je ločil. Vsi ostali se pa niso. Aha, to je tak ste bili vi, se niso ločili. Ne, drugače so pa vsi. Načak moj, Juza, čudovit je še poročen s svojo Majdo. Potem vsi, pa je kdo umrl, potem zelo zanimive poroke so bile. Ne vem, v knjigi piše noter, jaz vam lahko zagotovim, kdo bo bral mojo knjigo, tisto, kar pišem o porokah, se je vse točno tako zgodilo. Ni nič zmišljenega, nič. Bal je bilo presenečen včasih, ampak tako se je zgodilo. No, vidva z Elzo, to je malce neobičajno ime. Elza, ja. No, ja, moja žena je 42-letnica in takrat je morala vsak otrok dobiti ime, nemško ime, ne. In moja žena je bila takrat Ilze. No, po drugi svetovni vojni, ker je bila njena mama Elza, ne, so rekli, kar ne bo Elza, te smo tako mislili. In tu ni bilo nobenih težav, nobenih problemov, ne. Se pa spomnim, za nekatere, žal, na sošolka pokojna, ne, je bila Inge. Pa je bila moja sodelavka 20 let na Rudisu, pa je enkrat rekel, kje pa je Inge? Ne vem, kje sem rekel, pri nas ni bena Inge. Inge je v cementarni dol od gospoda Kerna, mojega sorodnika, žena. Ne, tle piše Inge kuhar. Sem rekel, Manca. Je bila tudi Inge, ampak mi smo se mi kot Manco poznali, ne. Ja. To je bilo tako. Ste poslovenili Ja, nemške recimo imena. Schumbergerjeva, ne, je bila Gertrude, ne, ampak jaz nisem nikoli vedel, da je Gertrude. Jaz, če se hecam, ji rečem Gertrude, ne. Drugače pa To je od drugače. gospoda Vodepa, tega znanega psihiatra, mamica, ne. Tu se v hecih reče. Romana, ne. No, dajte mi povedati, koliko se je v vaših očeh, ko se sprehajate po Trbovljah, ko prisluhnete ljudem, ki se pogovarjajo, Trbovlje, koliko so se spremenile od takrat, ko ste vi recimo odraščali, ko ste bili otrok, ko ste bili mladostnik, ko ste delali v Rudisu? Ja. Torej, prvo moram tole povedati, ne. Zelo sem vesel, da so se Trbovljane zunaj zelo spremenile. Ko se z ženo takole peljemo z avto včasih, prav pogled, kako je tole lepo, kako je tole lepo, zdaj za nov let, kako je bilo krasno okrašen. Moram reči, naša županja je enkratna in zelo se prometno in hiše so lepo, zdaj se tele lahko vidite, tale Salomin. Danes, še zjutraj na naši strehi so delali, vse se bo lepo popravilo, skratka, veliko stvari je, ne. Na drugi strani moramo ugotoviti, da v mojem času je bila v Trbovljah strašno močna industrija, zaposlitev velika in tako naprej. Danes so Trbovlje na pol spalno naselje, ne. Ko ne bilo Devesofta, Malgaja, Rudisa, pa še en kup teh. Manjših? No vem,
To bi sam penzionisti bi še bližje, ne. In pa moram reči, da je v Trbovljah zelo veliko priseljencev, vse sem not napisal, ne. Če ga vprašaš, kje živi, je rekel v Trbovljama, ne. Sam jaz nimam nobenih teh problemov. Že včasih je bilo veliko priseljencev, ne. In so se lepo vklopili tu. So pridni ljudje. Kako pa živeli ste v tisti stari Jugoslaviji, kraljevini, potem ste živeli v, recimo, Titovi Jugoslaviji, zdaj živite v samostojni Sloveniji. Kako ste vi gledali na samostojno Slovenijo? Ste zadovoljni s tem, kar je ratalo? Torej, kot zelo veliko Slovencev, mi smo marsikaj pričakovali, ne. Samo, kar je bilo, dobili smo nazaj po hudi borbi, kar je bilo nacionalizirano, čeprav smo dobili tako, ne. Ne čisto pošteno, ne? Hrvati ne, Hrvati bi rekli, polno smo dobili, ne. Hišo, ki je bila v najboljšem, naša hiša je bila takšna, v kateri so se nekoliko bolj nobli ljudje naselili. Ne, recimo, v Trbovljah je bil, dokler ni hišo zgradil, doktor Baumgarten, je pri nas stanoval. Pa recimo trgovina Toman je bila, pa profesor, kako se je pisal, profesor Gorn Vrh, to so bili sorazmerno ugledni ljudje, intelektualci, ne. Potem so jih pa drugi naselili, ne? Zdaj, v naši bivši hiši so samo tisti, veste, kjer takole molijo, ne. In razen ene gospe, ne, so vse tisti pokupili. Jaz imam sosede, so tudi pokupili. Veste, jaz vem, kje sem denar dobil, ampak posojila, vse so pokupili v Trbovljah, ne. Ste zadovoljni vseeno s tem, da je ratalo Slovenija? Imamo, veste kaj, včasih pri nas nismo bili tako bog, ampak če mislim, kako smo živeli, kaj smo imeli, pa kaj imamo danes, je to velik napredek, ne. To je velik napredek, ne. Tudi v kulturi se jaz ne bi nič pritoževal, ne. Vsi župani so veliko dali na to. Pa magister Poznič v Dolaskem domu, pogledajte, kaj je naredil, tisti 4. dritelj, pa še marsikaj drugega, to človek, ker se ne spozna s tem, ne ve, ne. Problem po drugi strani so pa gostinci, ne. Pol gostincev propade, pol jih preživi. Čeprav ste pa z enim pa zadovoljni, ne, z malo malico. Mala malica, to je bil, Zok je bil včasih, tle spod je bil Lazarevac, ki je seveda ga tudi ni več, ne, je bil tukaj, ne, to je bil že takrat se videl, pa njegov prijatelj Goran, ne, to sta bila te boljša, natakarja in te dva sta se te prav čas spomnila, sta naredila malo malica dol, ki je za mene nobel gostilna, ne. In tudi kap pet je kar v redu, ne. Ja. Dajte mi povedati, s ženo imata sina, tudi enega vnuka. Hčer imam. Hčero, pardon, in vnuka, ja. Kje pa se vidva recimo sproščata, kam gresta, rada gresta na dopust? Ja, midva sva krepko šparala in sva si kupila na malo garsonjerco s posojilom v Červerju pri Poreču. Tam smo, sicer pa rada hodima čez Hribn mal, ne, v Roardi, tam se sprehajava, tam je zelo lepo, moram reči, zagorski župan ta zna tudi in tisti je zelo fino, tisti Roardi, ne. Mi da tam se sprehajamo ob ribnikih po Evroparku in tako da pa po Trbovljah, tle skozi park, pa gor, pa kakšno kavico. V hribe pa to pa bolj malo, jaz malo težje hodim. Vem pa, da ste bili recimo leta nazaj zelo odličen športnik, rokometaš, smučar, namizni tenis ste dobro igrali, košarko tudi, eden prvih. Rokomet ste igrali še na velikem igrišču, ne? Torej, prvi šport, s katerim sem začel, je bil pravzaprav, ker bi oče, smučarski tekmovalec in brat, sem smučal, ne. Ampak o mojem smučanju ne bi kaj veliko povedal, imel sem veliko smolo, slabe smuči
oče jih ni mogel kupiti, če je vse bil, ne. In tako da, to bom v četrti knjigi jaz to lepo napisal, ampak drugače pa plaval sem, plavalec sem bil. Bom tudi napisal, kako je bilo 49. leta v Konicah, na slovenskem prvenstvu. Bilo so zelo zanimive stvari. V Trbovljah smo imeli enega odličnega plavalca, ne, to je bil Ivko Pleskovič, je bil najboljši kravlist v Sloveniji takrat. In še marsikaj se je dogajalo. Potem košarko smo igrali na gimnaziji, je bil profesor Marinič, nas je veliko naučil, celo toliko, da smo uradno najboljša rudarja enkrat nasekali, ne. Potem pa na mizni tenis smo igrali kar v redu in ravno ta pokojni profesor, doktor Ličar, je bil pravzaprav najboljši, najdalje prišel od nas. Mi smo bili pa tam tako na sred. No, potem, ko smo nehali košarko, ko so spravili s Trbovlj, v narekovajih spravili, ali pa mi rečemo spokali, profesorja Mariniča, smo pa rokomet ustanovili. Jaz sem potem v to knjigi Ki se je sprva igral na velikem igrišču. Na velikem igrišču smo bili uspešni, smo prišli potem tudi v Zvezdno ligo jugoslovansko. In potem se je pa nehal veliki rokomet, smo mali rokomet še igrali, no, jaz sem na tem diplomiral. In napisali tudi knjigo spomin ob 60. obletnici rokometa v Trbovljah, ne. Didi, vidim, zakaj so vam Didi rekli? Ja, Didi je pa moj nadimek še čist od otroštva. Ko sem bil majhen, tudi jaz mamo vprašal. Rekla, veš, ko si bil majhen, je bila ta prva beseda, ki si rekel, eni rečejo mami, eni rečejo, ne vem kaj, ti si pa rekel Didi, no pa bod pa Didi, so rekli. In mene so poznali kot Didi, sploh niso vedeli, da mi Andrej ime, ne. No. In smo bili enkrat na tekem, ne, pa je bila ta kontrola, pa je rekel, kdo je pa tale Andrej Plevčak, tega pa ne poznamo, ne. Ja, so rekli, veš, tu je pa ti Didi. A ja, no, ni vedel, ne. Didi. No, napisali ste tudi knjigo 12.000 dni pravnika velikega Rudisa, pomembno podjetje, ne. No, to knjigo Moje Trbovlje, to pa mislim, da je šlo pri Zasavskem tedniku, se pa tam verjetno lahko dobi, ne, naroči. Ja, jaz z gospodom Planincem sem bil pa sem rekel, ti, veš kaj, jaz bi kupil eno knjigo, jaz sem jih tistih sem jih dal za šenk, jih nimam več, sem jih razdajal žlahti in tako naprej, sošolcem. Je rekel, nimam več. Je rekel, bomo morali celo iz Ljubljane s knjigarn nekaj nazaj potegniti. Pošle so knjige, narekovaj, hvala Bogu, ne. No, vse se da še po natis, ne. Najbrž. Ja, če še Ne vem, zanima, tu se bo Marko moral odločiti, on ima vse to v rokah. Tako, ja. Jaz sem No, to- malce sva pokašljevala, Ja, imate pa ene probleme, ne. Včasih gre kaj nazaj, ne. a ja, to je pa malo refluksa imam, to je pa zaradi tega, ne, ker pač, če človek na hitro poje preveč, ali pa če preveč govori naenkrat, ne, pa je treba malo vode popiti, takole, pa je pa v redu, ne. To je pa v redu, ne. Ker gre gor, pa mogoče malo v sapnik pride, pa se pa zakašlja človek. No. Ampak sva speljala, gospod Andrej Plevčak, jaz se vam zahvaljujem, da ste naju gostili v svojem stanovanju, lahko rečemo skoraj da na svoji zemlji. Na svoji zemlji, ja. Na zemlji svojega očeta, ne. Ja. Pravzaprav starega očeta. Tako. Hvala še enkrat. Vam pa tudi hvala. Ko bo naslednja, Za mene je tudi čas, ne. Ja, naslednja knjiga je odvisna od tega, če bom dobil še podpornike, ne. Moram ob tej priliki posebej se zahvaliti za podporo, ki sem jo dobil od občine Trbovlje, za tisk, ne. In potem, ko sem dobil od Rudnika. še nekaj izvodov, ne. Ne izvodov, od Rudnika, ki mi je pomagal pri financiranju. No, vse je v redu. Kako se piše tale doktor Žlak. Doktor Žlak, ja. Je tudi Vsa čas pomagal. doktor Žlaku. On je tudi zelo veliko pomagal, pa seveda DV Soft. Pa Torej, nekaj firm še je, ne. ja, nekaj jih je še, ne. Doktor Žlak
jaz mu najbolj sem vesel, ker nam je naredil tako lepo cesto v Hrastnik, ne. Ja, Tako da zdaj čez hrib. od tlele pa do Špara 15 minut z avto, včasih smo pa okoli, je pa pol ura, ne bilo. Tako. Še enkrat hvala. Eno knjigo vašo, z vašim podpisom bova potem to opravila, bo pa dobil tudi eden od naših gledalcev, ki bo na mojem Facebook profilu všečkal tole oddajo, ki je zapisal, pa mogoče tudi jo delil. Opravili bomo žreb in verjamem, da bo tudi tistemu, ki ni iz Trbovlj, pa če je mogoče iz Hrastnika, iz Zagorja, iz Ljubljane, zanimivo čtivo. Še enkrat hvala. Hvala tudi vam, ne. Za mene je velika čast, da ste me povabili. Dvakrat so mi čas izkazali na knjižnici, sem imel razgovor, pa trbovski literati, gospod Železnik me je povabil, je bilo tudi uspešno, se pravi, pa upam, da bo kmalu tudi četrta knjiga išla. Takrat se pa spet srečava, ne? Vam bom pokazal, koliko že imam naslovov za četrto knjigo. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.